z vzponom nacistične Nemčije v 30 letih prejšnjega stoletja se mi je zdelo, da mogoče pa to ni najbolj primerno. Dober dan, danes bo v prvem planu pa Štrom. Avto, ki ga vidiš za mano, Jaguar je. A veš, tale avto je za Jaguar zelo pomemben. Tudi zato, ker takšnega Jaguarja, kot je I-Pace, je do zdaj ga še nikoli ni bilo. Velik korak, ne samo oblikoven, ker avto je zelo poseben tudi na tem področju, ampak mentalen konec koncev tudi za vse potencialne Jaguarjeve kupce. Jaguar, elektrika, je pa tudi nekaj drugega res, ne? Če se jaz ne motim, je Jaguar tale avto pripravljal, preden so ga lansirali na trg 7 ali 8 let. Njegovo polno ime je Jaguar I-Pace. Tukaj na boku boš našel nalepko, s katero se avto jasno in glasno hvali, da je osvojil naslov World Car of the Year. Pa še eno lovoriko je osvojil, ki je resnici na ljubo, predvsem v Evropi še bolj pomembna. Gre za lovoriko Evropski avto leta. Tudi to je I-Pace bil lani, oziroma je bil Evropski avto leta 2019. Tudi Slovenci smo lahko ponosni, da imamo enega novinarja, ki je član te žirije, ki izbira Evropski avto leta. Gre za novinarja Avtomagazina, Sebastian Plevnjak. Zaprav svetovni avto leta kakšen let nazaj. Kje ćemo začeti? Pri dizajnu? Ajde, lahko tudi. Najprej brez zamere, avto je v stran, ampak pri tem vremenu veš, koliko časa čisti v stanju. Recimo zadek, ne? Ta je zanimiv, ker je tako zelo ostro odsekan, vidiš to? Ampak atraktivnih potez ne manjka. Visoki boki, nizke šipe. Poglej ta spoiler tukaj na zadku. Vse to so elementi, ki pomagajo temu avtomobilu doseči ugoden količnik zračnega upora. Mimogrede, poglej, če je tole 10 cm, 10, 20, 30, 40, 50, pol metra dolge zadnje luči, pa potem zelo samozavesten logotip Jaguarja tukaj na zadku. Tukaj zadnji piše EVA 400 All-Wheel Drive. Pridemo do pogonskega sklopa malo pozneje. Pa stvar, ki pride zelo do izraza, ko stisneš tale gumb na daljincu. Poglej, kljuke pridejo ven iz karoserije. Ta trik že poznamo. Evo ga. Odkot ga poznamo? Mrzkje smo ga že videli, tudi pri Land Roverju ga poznajo in ne. Tudi, ko je zima, pa ko zmrzne, kljuke vsem pridejo ven. No, pol je pa čas, da se posvetimo sprednjemu modelu. Od tu avto zgleda daleč najbolj agresiven, recimo z tega kota. Mimogrede, meni je zelo všeč, kako zna Jaguar zelo učinkovito uporabljati dva čist različna logotipa, ki sicer izvirata že iz 30 ali 40 let, se mi zdi, prejšnjega stoletja. Ta prvo je tukaj na sprednjem delu. Gre za Jaguarjev gobec, takole direkt od spredi te gleda. Pa pol ta klasičen, ki sem ga že prej pokazal, silhueta žoli v skoku. Mogoče velja omeniti tudi to, ne. Kakšen logotip je bil pa Jaguar, preden je imel mačko od spredi, pa od strani silhueto. Logotip sta bili dve črki SS, ampak z vzponom nacistične Nemčije v 30 letih prejšnjega stoletja se mi je zdelo, da mogoče pa to ni najbolj primerno in so se hoteli ločiti stran od tega, pa sta pa prišla te dva logotipa. Ok, zdaj pa konkretno na avto. Pogled, takole, dolg je skoraj 4,8 metra, kolesa sta pomaknjena v skrajno robova karoserije, kar pomeni, da je kabina zelo prostorna. Elektromotorja sta dva, en je na prednji in drug na zadnji osi. Zmogljivost baterije 90 kWh, Jaguar je tudi zelo pogumen pri napovedih o dosegu. Govorijo o številkah 400 plus km. V praksi to mogoče tudi malo zaradi temperature, ampak ne bi smeli tako biti. Ne velja, številke so malo manjše, na avtocesti 200 do 220 km, sicer pa pismo, tam do 300 bi se dal prideti, ampak ne z lahkoto. Z varčno vožnjo, tako zelo previdno, to pa po mojem drži. Ampak, veš, se včasih tudi kam mudi. Drugače pa baterije so skrite v podnem vozilu, ker je avto precej velik in ker je pogonski sklop precej zmogljiv. To pomeni, da tudi masa ni skromna. 2100 kg pa drobiš, plus potniki, prtlaga in tako naprej. Jasno je, da tako baterijo nafilati doma na šukatu ni špas, zato boš izkoriščal, dobro, ali si boš omislil wallbox, mislim, da tam lahko polniš tam za 7 kWh, sprav 90 kWh, 10-11 ur, pa imaš pa dosti štroma za konkretno pot. In to valjda pomeni, da se boš moral zanesti na hitre polnilnice. Na petrolovih pumpah recimo je ta potencial tak, da bi lahko v eni uri spravil v avto do 50 kWh energije. Je pa res, da je hitrost polnjenja odvisna tudi od avta, ne samo od polnilnice. Pa je tudi res, da se zelo hitro nafila do tistih 80%, pa se pa zadeva malo počasni. Da sem ga recimo na taki polnilnici napolnil iz, se mi zdi, da
23-25% do 80% baterije sem rabil švoh uro, 54-55 minut. To na koncu tudi ni več toliko poceni, kot bi si kdo mislil. Ne? Švoh ura polnjenja za 44 kWh, koliko bi zapravil, se mi zdi, da je 10-11 evrov, imam prav. Ampak ta cena sploh ni tak problem. Ne? Ti sploh ne dobiš toliko malo štroma za to. Za enako ceno bi se ti s kakšnim drugim manjšim, recimo Zoejem, pelil, ne vem, 300 km, ne? Druga zgodba. Avto veliko ponuca. Je pa res, da tudi veliko da. Pa še en hec je, ne pozab, govorimo o Jaguarju. Ta avto je, to je treba priznati, nastavljen tako, ali pa pismo, ki se noter usedeš, dobiš tak feeling, da gre za uživaški stroj. In temu primerno pa vsake toliko časa tudi peleš. Glede na maso, moram reči, da se pele zelo luštno. Volan se zelo lepo pogovarja z voznikom. Nagibanja karoserije ni veliko. Je pa res, da se tista masa, potem, ko se približaš mejo prijema, čut. Ampak generalno gledano, sem jaz z I-Paceom tudi v ovinkih zelo užival. Mislim, pospešek pa navor 700 Nm ga je, sta jasno zelo očitna, in your face, manj kot 5 sekund do 100, orang sune. Če človeka ujamaš nepripravljenega, vse kar prije z njegovih usti, fuck. Caj, da gremo v kabino. Pa grem jaz kar zadnji, da mi lahko pokazal armaturko. Ok, dajmo najprej opraviti stvarmi, ki mi niso bile toliko všeč. Če sediš na sedežu pred mano, se pravi za volanom, zelo hitro, takrat, ko je treba kar takole nazaj pogledati, ugotoviš, da je preglednost zelo slaba. Ne jemljem pa to kot izrazit minus, ker če si ta avto kupil, si ga kupil verjetno tudi zaradi nastopa, prezence, zaradi oblike. Lej, streha nizko pade, stekla so ozka, je pa prostora tukaj zadaj več kot zadosti. Tukaj ne odstopa s prostorom v drugi vrsti, kar se tiče prostora za kolena, ampak v širino pa generalno občutek v kabini je, da je zelo prostoren. Zdaj pa pokažem, kaj ljudje v tem avtu vidijo, ko pogledajo naprej. Za začetek potnika v drugi vrsti, avto je opremljen na 4-consko klimatsko napravo, si tukaj nastavljate temperaturo, velika priročna stikala, če pa narediš push, si pa potem nastaviš tudi gretje, vidiš? No, potem pa pogled v prvo vrsto. Poglej, takole izgleda armaturna plošča. Jasno je, da vse skupaj izgleda zelo sodobno, tudi napredno. A veš, takoj ob vstopu v kabino jasno je, da je ene vrste posebnež. Kar se tiče uporabnosti, povprečna, ne pa slaba. Najprej imamo en tale posrečen greben, skozi katerega je dostop, moram reči, zelo priročen do stvari, ki jih odlagaš tukaj. Na levi strani, vidiš, imamo stikala, s katerimi lahko zbiraš smer vožnje. D za naprej, neutralno, rikverc pa park. Na drugi strani, na drugi prečki, imamo pa vozne načine, izklop elektronke, dviganje ali pa spuščanje avtomobila. Ja, pa tega sem pozabil pokazati. Gre za Jaguar sistem imenovan Jaguar All Surface Progress Control. Gre za sistem, ki omogoča optimalno trakcijo v razmerah, ko ti res to rabiš. Lahko so to zimske ali pa blatne, ampak ta avto ni baš neki terenca, ne? To je treba priznati. Jaguar se je malo hvalil tudi v pres materialih, kako zna kam splezati pa tako naprej. Ampak ti me nekaj pokazal zdaj. Prav. Ja, res je, lahko ga dvigneš, ampak v želji, da si ti aerodinamičen, da porabiš malo štroma, je ta v osnovi spuščen zelo nizko k tlem. V najnižjem položaju to pomeni, da s tole plastiko, bom takole pokazal, se bo malo boljš videl, vidiš tako z plastike, mimogrede popraskaš malo višji pločnik. Toliko o tem, da smo terenski. Ok, pa če gremo potem naprej. Dva velika vrtljiva gumba, tako kot v drugi vrsti. Kljub temu pa avto ne deluje arhaično, zastarelo. Tukaj vidiš nastavljene temperature, uravnavaš, če ga pa noter pritisneš, se pa lahko odločiš med gretjem ali pa valjda hlajenjem sedežev, vidiš? Uporabnost, priročnost, občutljivost na dotik je v redu. Menijska struktura, kako se do kakšne stvari prekobacati, tukaj bi lahko vse skupaj naredili še boljš. Je pa vmesnik prilagojen tudi temu, da ti lahko kot voznik električnega vozila oziroma nekdo, ki ti je mar za nizko porabo ali pa nekako optimiziranje svoje vozniškega izkušnje znanja, lahko vse skupaj spremljaš na zelo detajlen način. Poglej, spremljaš porabo, učinkovitost vožnje, kako si se odrezal recimo na trip A, no, pa gremo naprej na trip B. Drugače pa pred voznikovimi očmi digitalna instrumentna plošča. Poglej, takole izgleda. Pa položaj za volanom. Moram reči, da je feeling precej športen. Sedež te lepo objame, obenem pa ni športno neodoben. A ja, pismo, ne? V kufru nismo še vedno nič rekli, dajmo takole narediti. Evo, v tem trenutku je noter kup enega kablovja, drugače pa podatek, ki ga navaja Jaguar. Od 650 litrov pa še nekaj, kar se osnovne prostornine tiče, do 1450 pa nekaj kozice podreš.
v razmerju 60-40. Generalno gledano, tako kot sem že prej omenil, ne, je prostora v tem avtomobilu zelo velik. Ajde, druga vrsta za kolena, mečken manj, ampak za glave, stari kakor češ. Drugače pa se veš, jaz lahko o obliki armaturne plošče, pa celotni izkušnji govorim 3 dni skup, vi ste tisti, ki se morate odločiti, ali vam to, kar vidite v tem trenutku oblikovno, pa mogoče celo uporabno, če ga je kdo že kdaj preizkusil, ustreza ali ne. Eno stvar sem še pozabil povedati. Govoril sem o armaturni plošči, o vmesniku. Pianoplastike je tukaj toliko, da če si boš kupil ta avto, boljš, da nisi tak tip, da ti gre prah na jetra, ker je tega res veliko. Jaz imam ves čas eno krpico s sabo, to sem že enkrat pokazal, pa vsak dan, takrat, ko se mi zazdi ali pa krata malo preveč nervozen, že malo popucam. Pa sploh nisem neat freak, da se razumemo. In jaz mislim, da sem na grobo povzel vse stvari, ki sem jih želel povedati. Pod črto, Jaguar čestitke za en zelo zanimiv avtomobil, ki sicer v smislu porabe ni tako učinkovit, kot piše v nekaterih uradnih materialih, je pa vozno zmogljiv, prostorsko, tehnološko napreden in generalno gledano en tak zelo posrečen avto, za katerega sem vesel, da obstaja in da lepša ali pa popestri avtomobilsko krajino, tudi tukaj v Sloveniji. Koliko jih bomo pa videli na cesti, vprašanje. A ja, za zaključek pa še cena. Mislim, da se špas začne tam prej na 80 jurih, imam prav. No, tam se začne, ne, zato ker tale avto za mano, ne, pa mimogrede pride 94 pa še neki. Ja, avti niso poceni, so pa za marsikoga strošek, ki je upravičljiv. Zaradi naprednosti pogona, zaradi flash faktorja, wow faktorja. Tako je, nimaš kaj, konec koncev se zna pohvaliti tudi s kakšno lovoriko, ki jo je mimogrede po mojem mnenju dobil na čisto pravičen način. Velik korak za Jaguar. Bravo. In to je to za danes, prav?